Sledijo pa še druge rime, takšne, ki nam razkrijejo kakršnokoli teorijo zarote. Kaže, da bomo strani energetske krize še zelo prizadeti. In ko smo ravno pri prizadetosti, koga bo tokrat razkrinkal naš prizadeti profesor? Doktor fucking Sajko. Poglejmo. Yo, novinar Zulce, to gre za vse mulce. Ker jaz sem ta, stric from the streets, zagovornik vseh človekovih pravic. Jaz čekiram, da ne bo kje pomote. Legit novice, ali teorije zarote. Jama, zarote. Živjo. Zima je le korak stran, če ti korak vzame dober mesec. Kakorkoli zima prihaja in Slovenija nima zidu, ki bi jo ustavila. In medtem, ko se naši politiki igrajo igro prestolov, se raja sprašuje, ali bomo lačni in ali nas bo zeblo. Čas je, da pogledamo kritično. Čas je za mojo teorijo. Le redki so priznavali vpliv Zahoda na vojno v Ukrajini. Kdo se je pri nas to upal povedati na glas? Ja, Danilo Turk in Anton Bebler. Njima se je zdanilo, one dva sta zbebletala. Biden in von der Leyenova sta za skupno zreduciranje porabe ruske energije, kjer naj bi primanjkljaj dostavila ravno Amerika. Evropa je storila ravno to, kar ponavadi storijo moje bivše punce. Rusiji je dala košarico, sedaj pa Amerika z njo noče več nič. Mislim, da te pa Biden nategne, smogo biti pa kar dolg časa sklonjen in si verjetno tega želel. Ruski medved bo seveda poskrbel, da bo hiberniral na toplem. Kdo bo torej na hladnem? Ja, mi bomo. Poglejte Vladimir, Vladi ne da miru. Tu imamo še Gazprom. Po kom gazi Gazprom? Gazi Prom. Prom je ples. Golob želi, da vsi plešemo. Ali Gazprom gazi po golobu? Mojmir Mrak pravi, da če kmalu vojne ne bo konec, bomo zapadli v recesijo. Torej, če ne bo miru, bo kaj? Ja, mrak. Mrak na oči. Kdo bi lahko vzpostavil mir? Ja, Gorbačov. Sam je Kurbašov. Počivalšek je pred meseci napovedal stabilizacijo na področju vseh energentov, kar pomeni, da naš Počivalšek ni stabilen. Genij. Kdo je zdaj kle genij? Ja, verjetno Golob, ki pravi, da medtem, ko se bodo drugi ukvarjali z drugim blokom, se bo genij ukvarjal s soncem. Ja, sonček je in Golob je skuštran. Vsi vemo, da v Sloveniji primanjkuje tako sončnih kot možganskih celic. Tonin je z nepremišljenim podpisom Slovence stal nekaj 10 milijonov, kar pomeni, da ne samo, da ne bomo imeli tankov, tudi denarja za natankat obstoječih tankov ne bo. In kaj ni v redu? Ja, Tonine. Moj Tonine. Ina je pred kratkim kupila OMV. Čigava je Ina? Ja, od Tonina. Če se rima, to štima. Janša je v prehodu na okolju prijazne verje dejal sledeče. Poglejte, pameten prehod ne pomeni, da skačemo v bazen, kjer ni vode. Kar pomeni, da on ve, da vode ne bo. Dobavitelji električne energije pravijo, da ni razloga za preplah, kar pomeni, da je za preplah že prepozno. Poglejte, na netu sem najdel tole podjetje Logar, ki se ukvarja s čem? Ja, z voskom in svečami. Ali Logar ve, da elektrike ne bo? Turk se nazaj prebere krut. Jaz sem krut, I am Groot. Ali bomo kurili na drva? Hunger prihaja, dajte hrano v hunger, ljudje. Han pravi, da bo v naslednjih 14 dneh jasno, ali bodo uvedli regulacijo ali energetsko kapico. Spet je teh 14 dni, kje smo to že slišali? Jelko Kačing, kam od tega Jelko? Decembra na toplem osvetljeno Jelko? Izvršni direktor družbe Celjski sejem Robert Otorepec pravi, da je letos poudarek na samooskrbi. Ja, fino, kar pomeni, da smo spet odvisni sami od sebe, ne? Robert Otorepec, če R zamenjaš C, dobiš cepec. Če daš ta R vmes med oto, dobiš, da je Robert ortocepec. Cepec je palindrom, kar pomeni, da ne glede na to, iz katerega zornega kota ga prebereš, je cepec, ker cepec je cepec. Kdo je tukaj zdaj še cepec? Ja, Golob. Golob je vletel direktor Rudnik, kjer je ugotovil kaj? Sem ugotovil, da ni premoha, je za 14 dni, poha ni več. Spet je teh 14 dni. Primanjkuje vode, primanjkuje fosilnih goriv, primanjkuje energije na splošno. Ljudje smo brez energije. Saj veste, kako je, lačen si ful drugačen, če te zebe ti pa vroče ni. Kdo bo deležen pomoči najranljivejšim? A bo pogoj to, da boš kaj, napol zmrznen, medtem ko zraven von der Leyenova poje let it snow. Kot kaže, bodo na toplem le tisti, ki so na vodilnih mestih. Tu se torej vprašaš, kdo mora biti konstantno na toplem? Ja, kuščarji! A so vsi na vodilnih mestih potem takem kuščarji? Energetska kapica. Kriza je rdeče barve. Rdeča kapica. Kdo je volk, ki se pretvarja, da je babica? Je Golob kuščar, ki se pretvarja, da je človek? In kdo mu bo končno stopil na rep? Ljudje na oblasti vedo, da je ljudi na svetu preveč. Zato na nas streljajo z virusi, z visokimi cenami hrane in energij in z dejanskimi metki.
Še malo pa bodo ugotovili, da so serijski morilci v bistvu okolju prijazni in jim bodo namenili evropska sredstva. Vse, da se nas znebijo. Vse, da ljudje trpijo. Energetska kriza, trpljenja repriza, mrzle so roke in prazna je miza. Jaz sem bil profesor, dr. Štetin Sajko, do naslednjič. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.